Živijo, tukaj Valentin. Včeraj je bil sprejet zakon o istospolnih vezah, ki je naredil veliko razburjenje v družbi, ker če se bo sedaj dovoljevalo, da se geji in lezbijke med sabo poročajo in da imajo otroke, kakšen vzgled jim bojo istospolni starši. Ali bodo otroci postali neki normalni predstavniki družbe, funkcionalni, ali bo taka vrsta staršev na njih travmatično psihološko vplivala. No, glede tega bomo še videli, oziroma so tudi že izkušnje iz drugih držav glede tega. Bi pa glede istospolnih odnosov dal določene perspektive, in sicer vprašanje je, zakaj imamo dva spola. Ljudem se zdi nekaj to povsem normalnega, pač da obstajata moški in ženska, kot Adam in Eva, da potem spočeta otroka. Toda nekatera druga živa bitja ne poznajo dveh spolov. Poznamo recimo med rastlinami jakoruza, ki je enospolna rastlina in se sama sebe oprašuje za vetrom. Poznamo tudi morskega polža, ki ima hkrati moške in ženske organe. Skratka, ideja o tem, da mora biti vse dvospolno, je v naravi, v eksistenci zavržena. In sedaj vprašanje, kako to, da smo pa ljudje dvospolna bitja. Precej je ugibanj in nejasnosti glede razvoja in nastanka človeka, kajti ena stvar je Darwinova teorija evolucije, da naj bi opice in človek imeli skupnega prednika, vendar pa so številna arheološka izkopavanja te domneve zavrgla. V šolah najbrž še vedno učijo to teorijo kot neko glavno razlago. Obstajajo pa tudi knjige, ki stvari pojasnjujejo drugače. Vsa ta arheološka izkopavanja, ki ne potrjujejo neke tako imenovane javno uveljavljene dogme, se namreč pospravljajo, se skrivajo, in o tem veliko piše v knjigi z naslovom Forbidden Archaeology, torej prepovedana arheologija. Veliko je skrivnosti glede zgodovine, resnične zgodovine na planetu Zemlja. Ena izmed takih stvari, ki daje ljudem zelo misliti, je odkritje piramide v Bosni, ki v bistvu ni sama. Odkrili so še nekaj dodatnih piramid in sedaj se tam imenuje Dolina piramid. In raziskave so pokazale, da so te piramide narejene na tak način, da z današnjo tehnologijo ne bi mogli narediti dvojnika, ker recimo so narejene bloki, ki sestavljajo te piramide, so narejene iz nekega neznanega polimernega betona, ki je veliko trši od kateregakoli betona, ki ga trenutno poznamo v gradbeništvu. Precej o tem govori tudi določena oseba iz Južne Afrike,
ki je odkrila, da na tistem področju obstaja več milijonov zgradb v obliki krogov, in ta oseba se imenuje Michael Tellinger. Začela je gibanje Ubuntu in tudi on je napisal knjigo Slave Species of God, torej suženjska rasa bogov. Ljudje kot bitja naj bi bila ustvarjena sintetično, imamo drugačno zgodovino nastanka kot živali, zato smo tudi tako zelo različni od živali. Mi nismo najbolj napredna oblika živali, živalske vrste, ampak smo zgrajeni oziroma bili zgrajeni na povsem drugačen, specifičen način. Kogar zanima, da bi raziskal te vire informacij in prišel do spoznanja, kaj pravzaprav človek je, kakšna je naša resnična zgodovina in kako lahko te informacije pomagajo, da razumemo svoj obstoj in tudi problematiko na tem svetu. Kajti z takšnim namenom, kot smo bili zgrajeni in nadzorovani in vodeni do pred kratkim, te stvari so tudi odgovorne za to, da imamo trenutno na Zemlji še vedno veliko problemov, lakote, vojne, pomanjkanje, imamo ekonomsko suženjstvo, globalno nadzorovani finančni sistem pod kontrolo določenih družin. Skratka, marsikaj se lahko izve, če stopi posameznik na pot samostojnega raziskovanja. Včasih so bile te informacije zelo težko dostopne, sedaj pa preko interneta lahko vsak te stvari pregleda in prouči. Vabim vas zato, da si v povezavah tega videoposnetka ogledate vire zelo zanimivih informacij, ki razlagajo, kako je bil človek ustvarjen, zakaj je bil ustvarjen, kakšna je bila oziroma je njegova vloga, zakaj so problemi na tem svetu, kako in zakaj sta bila ustvarjena dva različna spola in zakaj je bil moški spol doslej močnejši, zakaj je nadvladal ženskega in kako lahko vzpostavimo enakovrednost ne samo med moškim in žensko v smislu človeške rase, ampak da se zagotovi enakovrednost prav vseh živih bitij na tem planetu. Tako ljudi, kot živali, kot rastlin. In na ta način bomo lahko živeli tukaj, v miru, sožitju in izobilju. Hvala za posluh in nasvidenje.